Ja, košarka je en tak zelo zanimiv šport. Včasih je potrebno reči bo, čestitati nasprotniku, mu dati roko, pogledati v oči in mu reči, danes ste bili enostavno boljši. In točno to je bilo danes, LA Clippersi so bili enostavno boljši, bolj zbujeni, bolj skoncentrirani, kakorkoli, kot Dallas, ki je nekako malo zaspal ali pa malo pokleknil pred težo tekme, ki bi lahko bila že odločujoča na domačem terenu in tako naprej. Mogoče so celo malo izkušnje prevladale, kakorkoli. Na koncu se je zgodil Kawhi Leonard, ki je odigral točno tako, kot se pričakuje od igralca kova Kawhi Leonard, od nekoga, ki drži, mislim, da največjo plačo pri Clippersih, ki je bil pripeljan za to, da naredi nekaj v tem moštvu. In on je lepo vzel žogo 2-3 minute do konca, zadeval met za metom na roko Luke, na roko ne vem koga drugega, ki ga je vmes prevzel, mislim, da je Dorian Finney-Smith, ali je bilo to sporazdaja, je bilo to strojka, nema veze, samo tepaj, samo crpaj, nema veze, v glavnem, to so padale žoge skozi obroč. In človek je vedel, kaj mora narediti, naredil je svoj posel in to je to. Točno to, kar sem zdaj omenil danes, roko na srce, Luka ni naredil na drugi strani. Pride tudi takšna tekma, se zgodi zelo narobe gre, da se je to zgodilo ravno na tej tekmi, kjer bi lahko odločilo vse. Tako da tukaj je morda Luka, tukaj je Luka danes, rečemo bo, padel na tem izpitu in ga je Kawhi Leonard še naučil, da še vendarle ne ve vsega, kar je popolnoma normalno pri njegovih 22 letih. Odlična šola za Luko danes, odlična. Kawhi Leonard je danes prezentiral enostavno popolnoma vse, kar mora vodilni igralec na drugi strani narediti. Ne bom eden tistih, ki bo zdaj pozabil čisto vse, kar se je zgodilo na prejšnjih tekmah, za kar je v daleč največji meri zaslužen ravno Luka, ampak serija ni končana, dokler ne zmagaš 4 srečanja. In po mojem mnenju je zdaj, v tem trenutku, so LA Clippersi v ogromni prednosti. Pa vemo, da se serija vrača v Los Angeles, kjer še Clippersi niso zmagali v tej končnici, pa vendar, če me vprašate zdaj, mogoče malo vroča glava, pa vendar, mislim, da imajo 10% možnosti pri Dallasu, da tole serijo obrne v svoj prid. 10%. Mislim, da popolnoma dobene veze ne bojo imela prejšnja srečanja, ne to danes, ne vsa ostala na naslednjem. Vse se začne z nič. In po mojem mnenju so Clippersi v ogromni prednosti. Kakorkoli, tekma se igra 48 minut, zadnjih 5 minut je bilo čistih kot solza. Vse, kar se je pa prej dogajalo, pa ne morem mimo tega, enostavno sodniki so imeli kriterij, ki ni šel na roko Dallasu. Bilo je kar nekaj sumljivih odločitev, to privede nervozo, na drugi strani ni piskanih osebnih, ni težav z osebnimi napakami, ne greš na linijo penalov. To se vse pozna, vsaki je igral košarko, to se pozna, ne se sprenevedati, ne si zatiskati oči. To ni odločilo srečanja, to ni imelo vpliv na zadnjih 5 minut. Na zadnjih 5 minut je imel vpliv samo Kawhi Leonard. Ampak, ko se to nabira, vpliva. Ne se sprenevedati. Tako je. Še enkrat ponavljam, zaslužena zmaga Clippersov. Serija se seli v LA za zadnjo srečanje. In spet, ni panike. Porka Madonna, letos je čudno leto, COVID je naredil svoje, olimpijske igre so pred vrati, ni panike. Bo Dallas izgubil, jebimo mater, imamo Luko v kvalifikacijah v slovenskem dresu, tudi to šteje. Dajmo nehati biti politično korektni, pa si priznati, tudi to si želimo. Tudi to si želimo. To je to. Menite, kar se da lepo soboto. Ne se preveč izid. Dajmo to tekmo pozabiti. Vendarle še ena do konca. Kakorkoli se bo zgodilo, mislim, da smo Slovenci zmagovalci. Tako je to.
Srečno, lep pozdrav vsem skupaj, do naslednjič.